Letošnjega prvega sestanka koordinacije zdravniških organizacij. To koordinacijo tvorijo 4 zdravniške organizacije, poleg Zdravniške zbornice, Slovensko zdravniško društvo, tukaj z nami je predsednik profesor dr. Ratko Komadina, potem Fides, ki ga poznate, prav tako kot njegovega predsednika, kolega Konrada Kuštrina, in strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Njihov predsednik je Igor Dovnik, pediater iz Maribora. Danes je vodenje koordinacije prevzela Zdravniška zbornica Slovenije, kajti naš dogovor je, da vsako leto ena od organizacij koordinira sestanke, sklicuje sestanke, pripravlja gradivo in to leto bo to Zdravniška zbornica. Za danes smo se pogovarjali med drugim o tem, kako si koordinacija predstavlja sodelovanje z ministrstvom in seveda ministrom za zdravje, kaj bodo naše prioritete in seveda zdaj že lahko povemo tudi, kakšni so naši prvi vtisi iz tega sodelovanja. Vsak od nas bo dal eno kratko izjavo. Jaz sem si svojo formulacijo kar zapisala, da ne bi povedala kaj nezaželenega ali pa takega politično neprimernega, pa malo šale mi dovolite zraven, ampak dosedanje aktivnosti vlade ne kažejo pretiranega optimizma. Res je, da se, vsaj kar se Zdravniške zbornice tiče, nekatere stvari načrtujejo in kar moram reči, da je bistveno drugače od prejšnje vlade, je to, da se pogovarjamo. Torej, da vsaj kar se zbornice tiče, imamo oziroma smo imeli nekaj sestankov, na katerih smo razgrnili problematiko in da v zvezi s to problematiko se kakšne stvari dogajajo. Zdaj, ta glavne stvari, ki bi jih mi želeli v zbornici, da jih ministrstvo sprocesira, so seveda predpisi oziroma zakoni, ki nam delajo največjo težavo. Mi smo ta popis teh zakonov s temi težavami na ministrstvo dostavili že oktobra meseca, no do zdaj še ni nobenega predloga za spremembo zakona. Prejšnja vlada je bila zelo hitra v teh skrajšanih in ultrahitrih postopkih, ta se zgleda tega ne bo poslužila. Ampak zelo še vedno pritiskamo na spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti, predvsem pa v zadnjem času zakona o pacientovih pravicah, kjer nas najbolj motijo naročilne knjige in čakalni seznami. V zvezi s temi zbornica pripravlja javno tribuno, ki bo 30. januarja, na katero vas že zdaj vabimo. To bo kar velika reč, na katero se intenzivno pripravljamo, med drugim tudi z anketo med prizadetimi zdravniki. Gre za naročanje v osnovnem zdravstvu, to bo prvi korak, kasneje se bomo lotili tudi naročanja na sekundarni ravni. Torej, zakon o pacientovih pravicah je po našem mnenju tisti zakon, ki bi se ga dalo najhitreje, najlažje in brez vsakega tveganja za paciente spremeniti. S tem bi se pa precej izboljšal odnos zdravnikov do pacientov, ki se zdaj seveda jezijo na zdravnike, s katerimi pridejo v stik, pa tudi na medicinske sestre, ko jim morajo le-ti sporočati oziroma uvajati ta način naročanja. Potrebno je tudi spremeniti zakon o zdravniški službi, ki pa je, bom rekla, te spremembe so bolj pravne narave. Nekaj, kar pa z ministrstvom delamo in usklajujemo in jaz upam, da bo kmalu rešeno, pa je problematika razpisovanja na več delovišč na primarni ravni. Tukaj smo izdelali že precej dobro, bom rekla, pot, po kateri bi naj v prihodnjem letu, pa že v tem, to kombiniranje delovišč v istem času, da se razumemo, in za isto plačo, da bi se to dejansko prenehalo. Imamo tudi nekaj skupnih projektov, oziroma mi si želimo, da bi bili skupni. To je predvsem
zakon o varnosti, kjer si želimo, da bi se uvedli strokovni nadzori, ki bi res vodili do večje kakovosti in varnosti. Potem o fondu za izplačilo nekrivdnih odškodnin in pa v zbornici smo pripravili tudi programe za izobraževanje, pazite, članov svetov zavodov. In s temi izobraževanji bi radi njihovo znanje nekako povečali, da bi razumeli, kaj se pravzaprav v zdravstvu dogaja. To je zdaj z moje strani, jaz sem bila malo širša, ker smo pač večino teh stvari sprocesirali na zbornici, imajo pa kolegi seveda svoje agende, svoja mnenja in prosim, da bo vsak od njih še nekaj dodal. Izvolite. Mene gledaš? Ja. Lepo vas pozdravljam. Težko je rangirati probleme, ki jih kontinuirano obravnavamo v zadnjih letih. In ob teh 5 na hitro noveliranih zakonih z področja zdravstva, ki so se zgodili ob koncu mandata prejšnje vlade, smo zdravniške organizacije nenehno opozarjale na problematiko tako terciarne medicine, bolnišničnega zdravstva, kot tudi primarnega nivoja. In kaj se je zdaj zgodilo? Zdaj se je zgodila prava erupcija problematike z področja primarnega nivoja, kar smo, če se spomni, kar smo opozarjali in o čemer smo pred kratkim imeli tudi tu tiskovno konferenco. In v tem viharju ne samo nezadovoljstva, ampak konstruktivnih opozoril kolegov z primarnega nivoja, da tako več ne gre dalje, nas skrbi, da zopet ne bodo problemi pravočasno priznani in tudi rešeni pri tistih, ki o tem odločajo. Deležnik pa ni samo Ministrstvo za zdravje, deležnik je tudi plačnik naših storitev, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. In tudi tu so kolegi z primarnega nivoja v tej pravi verigi nezadovoljstva, ki se je začela najprej z objavo pisma kolegov iz zdravstvenega doma v Mariboru, pa so potem sledili kolegi na Dolenjskem, pa na Celjskem, pa na Gorenjskem in še tako naprej šlo po celi Sloveniji. Bi rad citiral kolega Stepanoviča z primarnega nivoja, ki je opozoril, da je ZZZS iz zdravnikov naredila njihove zavarovalne agente. Zdaj je zdravnik tisti, ki mora pacientu sporočati negativne informacije, če sem ciničen, pacientove zavarovalnice. In seveda te vloge zdravniki nikakor ne želimo sprejeti. Torej ne gre zdaj samo za željo, trud, da bi vzpostavili dobro sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, ne smemo pozabiti na tega drugega deležnika, to je pa ZZZS. Beležimo pravo poplavo nenehnih dodatnih pravil, s strani ZZZS-ja, ki zavezujejo kolege v ordinacijah in ne samo zavezujejo, tudi kaznujejo. In to na področju, kjer do zdaj medicina ni poznala recimo čakalnih dob. To je pa na primarnem nivoju. No tako, kratek sem želel biti in ne pozabimo na ZZZS. Vedno sem želel biti zadnji, zdaj bom pa moral malo prej kaj povedati. Torej, moji kolegi, zasebni zdravniki in zobozdravniki so že dalj časa pravzaprav številni na meji zmožnosti delovanja, obremenitev in pa seveda velikokrat stisnjeni v kot. Mi smo za razliko od marsikaterega drugega kolega, poleg vseh obremenitev, o katerih je bilo govora, pravzaprav dostikrat tarča tudi raznih inšpekcijskih nadzorov, pa tega smo se nekako že navadili. Je pa danes kolegica mi postregla z enim zanimivim podatkom, tako torej trdim namreč, da smo tudi po finančni plati stisnjeni v kot. Vedno nove in nove, kako bi rekel, zahteve se do nas izpostavljajo.
vsak modul, ki ga moramo plačati IT hišam in tudi moduli e-naročilne, e-čakalne knjige so nekaj stali, troši del denarja, ki ga prejemamo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Kolegica, kot rečeno, mi je pa danes poslala podatek, da je cena zdravstvenih storitev za zobozdravstvo januarja 2009 bila natančno enaka kot januarja 2019, kar je seveda mnogo boljše kot julija 2012, ko je bila še malo nižja, pa maja 2014 še malo nižja. To je tudi nekaj, kar pravzaprav bo komu dalo misliti, kajti od 2009 do danes je 10 let minilo in inflacija je svoje naredila. Torej, pogovarjamo se mi tukaj zdaj ves čas o popravkih zakonov, ki bi jih naj minister naredil ali pa vlada, so pa zakoni že predno so bili pokvarjeni od prejšnje vlade, bili slabi, kajti že prej so pravzaprav pacienti težko velikokrat dostopali do storitev, ki jim pripadajo, in tudi sam kot pacient velikokrat že prej nisem bil zadovoljen. Se pravi, če bo minister naredil samo to, da bo popravil vse, kar je slabega naredila prejšnja vlada, pravzaprav ne bo naredil nič. Jaz nisem velik optimist, kar se tiče sodelovanja s tem ministrstvom in tudi s to vlado, ker se bojim, da je tudi ta minister, tako kot je bila njegova predhodnica, bil postavljen na ta položaj za to, da naredi vse, da vse ostane čim bolj enako. Poslal sem mu do zdaj že včeraj 3. dopis za prošnjo za sestanek. Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov združuje nekaj več kot 900 članov zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov in seveda na prvi 2 pismi minister ni odgovoril. Upam in želim si, da bo odgovoril na 3. in nas bo povabil na sestanek in po tem sestanku se bo združenje nekako odločilo o načinu, na katerem ga bomo potem naprej sodelovali. Toliko z moje strani, hvala lepa. Lahko pa še odgovorim na kako vprašanje, če bo kaj zanimalo. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz mislim, da se je ta mandat začel tako kot prejšnji mandat, da smo potem, ko smo zaprosili za sestanek pri predsedniku vlade, nas je sprejel njegov sekretar, kjer je obljubil takojšnjo spremembo zakonov, ki jih je sprejela prejšnja vlada, ki delajo škodo tako izvajalcem kot uporabnikom. Mislim, da ta vlada niti teh zakonov ne bo mogla popraviti v tem mandatu, niti da ga ima voljo te zakone popraviti, ker so pravzaprav vsi tisti, ki so te zakone sprejeli, sedijo v vladi. Bi morali najprej priznati, da so naredili veliko stvari narobe. Res, da so vsi zelo uspešno imeli polno usta bolnikov, čakalnih vrst in zdravstva med volitvami, zdaj pa mislim, da so na te obljube že vsi pozabili. Če rečem kot predsednik sindikata, so tudi skladno z podpisom sporazumov o prenehanju stavke ne držijo več razlogi, zaradi katerih je bila stavka prekinjena, variabilno nagrajevanje, standardi, normativi, terminski plani, vse tisto, kar piše v 10. členu kolektivne pogodbe. Minister se ne zaveda očitno, da so v kolektivni pogodbi napisane pravice, ki se jih imamo zdravniki, pravico poslužiti. In da smo zato več 10 ur se pogajali, da je modra knjiga bila napisana oziroma priznana v kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Naše misli in želje o tem, da bi prišlo do strukturnih reform v zdravstvu, mislim, da so že pred novim letom splavale po vodi in da kakšnih resnih strukturnih reform ni. Tako da, kar se Fidesa tiče, bomo imeli letno konferenco marca meseca, tam bomo sprejeli določene sklepe, prav gotovo pa ne bomo čakali, da bi se dialog začel tako, kot v prejšnjem mandatu, ko se je začel šele po 2 letih. Ampak bomo nekatere zahteve potegnili prej in jih tudi zaostrili. Hvala. Zdaj pa je še prilika za kakšno vprašanje. Vprašanja, ki jih želite posameznikom postaviti, pa lahko tudi potem, ko bomo se zunaj družili in pogovarjali. Z nami so predstavniki vseh 4 zdravniških organizacij in dogovorili smo se, da se bodo z vami pogovarjali, če boste imeli tako željo. Jaz sem samo en dodatek. Ja? Ko je govoril Igor o cenah zdravstvenih storitev, je pozabil omeniti, da leta 2009 je prostovoljno zdravstveno zavarovanje znašalo 24 €, letos pa je premija dvignjena na
Na 32. Na 32. Je kakšno vprašanje, ki bi ga radi tako zastavili, ali se lahko počasi premaknemo, ne bomo šli daleč. Je to zdaj napoved stavke, Fides? Ne, ni. Napoved stavke bo zelo jasna. In tudi ne bomo stavkali. Ne? Od 96. leta nismo nikoli stavkali, samo 96. leta smo stavkali. Vsi drugi protesti so bili v obliki dela, kot dela večina drugih javnih uslužbencev. Oziroma še 8 ur več. Ne? Še vprašanja? Ni več vprašanj? Bomo šli bolj v neformalni del. Najlepša hvala in najlepša Ja, hvala. čakam, jaz sem se spomnila še nekaj, še eno prošnjo sem imela, da bi skoraj pozabila. Dokler ste vsi skupaj. Gre za prošnjo kolegov, ki spremljajo zdravnike, pri katerih se na tak ali drugačen način ugotavljajo zdravniške napake. Strokovni izraz je že nekaj časa zdravstvene napake, se pravi napake, ki se zgodijo v zdravstvu, ampak mediji še vedno poročate samo o zdravniških napakah. V kakšnih drugih, vsaj jaz nisem zasledila. Prošnja kolegice iz odbora za pravno-etična vprašanja je, da bi morda kakšen prispevek naredili tudi bom rekla, s prikazom druge strani, kako se počutijo zdravniki, ki se jim zgodi neželeni dogodek, ki se zdravljenje ne izteče tako, kot je bilo načrtovano, kaj se pravzaprav pri njih dogaja ali pa v njih dogaja in kako oni sami morajo iti skozi to. Ne gre zdaj samo za postopke, ki so kasneje sproženi na sodišču ali pa na zdravniški zbornici ali pa interni nadzori, ampak gre tudi za tisto občutenje, ki ga zdravniki morajo predelati sami pri sebi. Kje je prišlo do napake, zakaj je prišlo do napake, občutki nezadostnosti ali ne, kako bi rekla, neuspešnosti, ki so seveda v zdravniškem poklicu drugače vrednoteni kot na primer v nekem drugem poklicu, kjer lahko naslednji dan napako popraviš. Ne. Tukaj, ko gre stvar narobe, ne moreš drugi dan vsega popraviti. Tako da je eno tako povabilo, da mogoče z eno lučko posvetite še na drugo stran. Mi to vedno naredimo, ampak morate potem vi se najprej na svoje kolege obrniti, da bodo odprti, kadar jih mi prosimo tudi za njihovo plat zgodbe. Običajno, ja mislim, ne dobimo, ne? Se prosimo normalno, da vsakega prosiš, ne, za izjavo. Prosite za izjavo v smislu, kaj imate povedati o tem dogodku. Ne, ne govorim o tem. Govorim o stiskah, ki jih zdravnik kot človek, kot profesionalc, kot nekdo, ki je pacientu želel vse dobro, doživlja, ko stvari ne grejo tako. To je en zasuk, to ni izjava. To ni o določenem dogodku, ampak je izjava, ne izjava, poročanje o tem, da smo tudi zdravniki ljudje, ki se moramo s takimi napakami zelo, zelo temeljito soočati in to enostavno. To gre skupaj z roko v roko, ne? Vse to ne morata biti dve različni zgodbi. Nažalost, to so tudi 3 ali pa 4 različne zgodbe in ravno na to vas opozarjam. Gre za... V bistvu. Vse, kadar jih prosimo za izjavo, ne rečem jaz, zdaj pa vi povejte, zakaj ste tukaj narobe zarezal. Povej, kar hoče, ne, sej. Ja, v tistem trenutku lahko misli tak, čez 2 leti pa lahko nekaj drugega, ne. To jaz mislim, da je mogoče zdaj kaj te reči, da ob trenutku, ko se nekaj zgodi, je stvar takšna, mesec, 2, 5, 10 je pa lahko čisto drugačna. To jaz mislim. Ideja, ki je kolegico spodbudila, da me je na to spomnila, je namreč izhajala iz enega drugega prispevka v, mislim, da v Tedniku, na televiziji Slovenije, kjer se je govorilo o športnikih, kako se jih
obravnava, kako se poroča o njih, ko so uspešni in kako se poroča o njih, ko niso uspešni. In zato me je pač kolegica opozorila, jaz tudi ne rečem, kako morate vi delati, ampak mogoče, da ste pozorni na to drugo človeško plat, ki jo zdravniki v tisti prvi fazi, ko se nekaj zgodi, skrbno prikrivajo. Zakaj? Zato, ker smo tako trenirani, ker smo tako naučeni, da svojih čustev ob takih zadevah ne kažemo, da poskušamo, bom rekla, se predstaviti, da smo naredili res vse, pa najbolj je bilo narejeno vse, ampak ta črv gloda, kaj bi bilo, če bi bil bolj naspan, kaj bi bilo, če bi imel več časa, kaj bi bilo, če bi lahko poklical kolega pa ga vprašal. Skratka, teh vprašanj za samo izpraševanje je veliko in nisem še zasledila, da bi bila predstavljena. Samo opozarjam, ne nič drugega, samo da obstaja ta druga plat, v kateri zdravniki ne nastopamo samo kot profesionalci, ampak tudi kot ljudje.